Fantasy. Radio Fantasy. 2 minuti čez 9:30. Evo jih, tole so bili rockerji, zdaj pa imamo dve gospodični, tukaj ne morem reči, da sta rockerci, ampak nikoli pa ne veš, ne. Ne, to sem bila, jaz to nisem bila. Ja. Šuši zdravo. Dve gospodični, oziroma dve gosti, da ne bom zdaj narobe govoril. Ne. Prihajata iz občine Vojnik oziroma iz društva, torej iz turističnega društva. To sta Ja, kar ne pove. Petra in pa Nataša. Obema dobro jutro. Dobro jutro. Petra, ti si iz občine, Nataša, ti si pa iz turističnega društva Vojnik. Tako je. Smo prav povedali. Kjera je zdaj bolj kapo di banda? Nataša. Nataša. Petra na občini, Nataša pa v turističnem društvu. Aha, tako to gre. Kaj pa za božični Sinergije vojnik? pa moč. Ja. Kjera je pa za božični vojnik bolj? Ja, Nataša, zagotovo. Ja, božični vojnik je v organizaciji turističnega društva Vojnik, vendar z močnim prejemom občine Vojnik, ki je sofinancer celotne prireditve in seveda z vsemi puncami zaposlenimi na občini, ki pridno pomagajo na tem projektu in brez njihove pomoči absolutno bi težko speljali tak velik projekt. Nadaljuje Nataša, 9. Ja. Delate božični Vojnik. Ja, res je. Leta Kako ste hitro se tečejo. letos pripravili? Ja, vsako leto, ko zapremo vrata božičnega Vojnika, že razmišljamo, kaj in na kak način bomo odprli vrata naslednjega božičnega Vojnika. Ja, pripravili smo se letos z mnogimi novostmi. Aha, pa boste kaj to povedali ali od jutri dalje, ko se uradno odpre, moramo sami priti pogledati? Ja, najboljš bi v bistvu bilo tako, da ne bi kaj veliko povedali, pa da bi vi prišli, pa bi vse videli. Je pa res, da je naš namen, da vsaj približamo vam in vašim poslušalcem naše dogajanje v toliko, da vas zanimiramo in da res pridete v Vojnik in vidite, kaj počnemo. Zdaj, Vojnik je ena taka, oziroma božični Vojnik je ena taka zadeva, ko je precej velika. Na 3 ulicah se dogaja, v samem središču Vojnika se dogaja, ampak vstopnine pa ni. Ja, res je. Projekt je velik, razteza se, kot rečeno, na 3 ulicah. Bistvo tega projekta je razstava jaslic, ki je poleg ulic tudi v Jernejevem domu in pa v sami cerkvi. Ker je odprt prostor, seveda je brezplačen, ker je projekt prostovoljen, pa kljub temu povzroča stroške, ker organizacija brez določenih stroškov je nemogoča. Naprošamo vse naše obiskovalce za prostovoljne prispevke in to je tisto, s čimer se v bistvu financiramo poleg dotacije občine. Odlično. Ravno to sem hotel vprašati, veš, kar pove. Vsak, da pristavi vsaj Ja, evro mislim, ali saj- 2. Se spodobi, mislim, da Spodobi glede se na in to, da gre pravično za je. pravo mojstrovino, ki jo peljete že leta, ampak ko si rekla, da so tukaj stroški, sem hotel reči, in tukaj nastopi Nataša. Občina Vojnik. Ne, Petra. Pardon, Ja. Petra. Ja. Sorry, Petra. Zdaj pač, ja, tam, kjer so stroški, smo potem ponavadi predstavniki občin zraven, ne, ki pač to zadevo nekako vseeno z roko v roki z našimi društvi pomagamo, ne, ker se konec koncev mi moramo vedeti, da brez društev tudi utripa in življenja v občini ni, se pravi, smo potem kot taki sami sebi namen. To pa ni najbrž naše poslanstvo. Kot tako smo neki javni servis in prav je, da to tudi pokažemo. Sploh v takih trenutkih, ko en tak projekt zajema sodelovanje mnogih rok. No, ker to je res v bistvu projekt, ki presega tako zmožnosti samega turističnega društva kot ostalih društev, ki tukaj participirajo. Včasih smo tukaj prekratki tudi sodelavci na občini Vojnik, ker pač vsako leto terja nov angažma. Ne? Tako je rekla Nataša, nastajajo nove ideje, ki jih je pač potrebno realizirati. Ne? No, zdaj, ko smo že ravno pri novih idejah, ne? Če se ne motim, letos imate več kot oziroma 230 jaslic, kar je sicer nekaj manj kot lansko leto, ampak Soteba je z wow efektom, tak sem interno čula včeraj. S kakim efektom? Wow efekt. Okay. Ja. To je tisto, ko priješ tja, To je pa tista, rečeš, Nataša, wow. to je tisto, ko si rekla, ne smeš veliko povedati, sam wow efekt pa je, Ja. ko bomo sami ocenili. Ja. Pri teh jaslicah je tako,
Ko smo začeli z Božičnim vojnikom, je takrat naš gospod Beno, oče Božičnega vojnika, to vsekakor moramo povedati, tako z prošnjami do teh, bom rekla, umetnikov, ljudi, ki jih je poznal, pa je vedel, da se pač ukvarjajo z nekimi ročnimi spretnostmi, pričel naprošati za jaslice. Zdaj pa včasih so bile te jaslice nekatere res pravo umetniško delo, nekatere so bile pa z veliko truda narejene, ampak mogoče ne toliko, bomo zdaj rekli, neke vrhunske izvedbe. Ampak kot take smo vedno vse predstavili. Zdaj v letošnjem letu pa moram reči, skozi kratek sprehod, ker zdaj res tisti, ki ga delamo, ne vidimo še razstave, ker pač ti greš s ciljem mimo prostora, kjer jaslice stojijo, ampak včeraj, ko smo zaključovali še en manjši del s prehodom, pa res tudi jaz, kot eden od pomočnikov Božičnega vojnika, res lahko rečem, da vsako leto znova presežemo ta moment in letos je na Božičnem vojniku največ tisto, ko si včasih rekel 10-krat ali pa 20-krat iskreno wow, letos mislim, da rečeš večkrat wow, kot to ne. Okay. Odlično. No, s tem, sam da še povem, da letos imamo Gasparijeve jaslice v Božičnem vojniku, ki so ena izmed večjih, baje, da so kar na 50 kvadratih. Ja, res je. Že lani smo navezali stike z gospodom, ki ima društvo v Selščku, kjer je gospod Gaspari tudi bil rojen, in tam imajo vsako leto že tradicionalno razstavo Gasparijevih jaslic. To razstavo smo si tudi ogledali in z njimi se v bistvu dogovorili, da letos gostimo te jaslice v Vojniku. In imamo jih. Največje. Dobre, v jaslicah smo zdaj govorili. Belo snežinko imam pripravljeno in po tej pesmi bom pa zvedel, koliko časa boste imeli pa žive jaslice. Ok, 17 minut do 10 in kot smo prej že povedali, gosti imamo v studiu in iz občine Vojnika je Petra in zraven je pa turistično društvo Vojnik, je pa Nataša. Pozdravljeni. Božični Vojnik omenjamo, ne? Ja, veste to, če zdaj nekdo prižgal radio, moramo vse povedati od začetka in vidve rečeta, ja, dobro jutro, zdravo. Dobro jutro, zdravo. Omenjali smo prej jaslice, ne? Ampak tudi žive jaslice boste imeli letos koliko dni? Ja, žive jaslice si bodo lahko obiskovalci ogledali kar 3 zaporedne dneve, 2 predstavi na dan. Izvajalci so domača dramska skupina in moški pevski zbor France Prešern. Gostimo pa tudi folklorno skupino Kompole in vokalno skupino Rožce, ki bodo izvajali žive jaslice. Zanimivo, koliko imate povezano, res ste se povezali z vsemi društvi in kraji, ne? Ja, Božični Vojnik je v bistvu projekt, ki povezuje znotraj in izven občine. Povezuje medgeneracijsko, namreč na tem projektu ne samo pri samem obisku, ampak tudi pri izdelavi jaslic, pri vseh aktivnosti sodelujejo ljudje različnih statusov, različnih starosti, tako da res Božični Vojnik povezuje. Lepo, ne? Petra, kaj še lahko dodamo poleg sam konkretno tega, kar zdaj omenjamo? Jasli, kakšna je še lahko ponudba? Kaj boste še dodali? Jest pa pit je treba, pa treba je še kako darilo kupiti. Zagotovo vsakega obiskovalca moramo malo pocrkljati, če že pride na razstavo. Zato vsako leto strmimo k temu, da izboljšamo kvaliteto naše ponudbe. Kvaliteta naše ponudbe pa je naši lokalni ponudniki, poleg same tržnice, ki bo letošnjem letu tudi zelo polna, kar nekaj se jih je letošnje leto prijavilo na same stojnice in ta, bom rekla, ponudba bo zelo raznovrstna, mogoče dobra priložnost, da povabimo, da kupijo tudi kako darilo in na ta način podprejo naše lokalne ponudnike. Mi vsi vemo, da pač ta zaslužen kruh je včasih kar dosti težje, kot če pač enostavno zavijemo eno trgovino in pač tam kupimo nekaj. Tudi ta darila so zagotovo bolj pristna, bolj prisrčna in imajo neko bolj osebno noto. Kar se pa tiče tega prehranskega dela, se pravi, mi vsi vemo, da ti prazniki dišijo po cimetu in bomo zdaj rekli malce kuhanega vina oziroma čaja. Po klinčki. Ja, tako.
Imamo pa kar nekaj teh postojank, mogoče samo omenim Veseljaka na Škofljekovi ulici, potem so tukaj društvo Dobra volja in spet boste opazili, pri nas ponudbo izvajajo oziroma pripravljajo naša društva. Mi v ta segment nismo spustili oziroma smo rekli, naj naši domači najprej ponudijo, pa če potem temu ne bo tako in se je izkazalo v teh letih, da je zadeva zelo dobra in na drugi strani pri Jernejevem domu, kulturno društvo Ivan Šopar, katoliško, oni tudi vsak dan pripravljajo. Tako da, bom rekla, ta prehranski del je zelo raznovrsten, tako da boste dobili od cimetovih rolc. Mi vsi se jih že veselimo. Potem dobite tele pečene miške, tako kot so jih delale naše babice. Potem seveda čaj, obilo veliko čaja, zdaj so taki dnevi, tudi ko se moramo ogreti. Mi vam bomo ogreli dušo, naši ponudniki vam bojo pa ogreli malo. Petra, koliko znaš ti to lepo povedati? Ja. Ona to tako lepo zapakira. A si zapisala, Šuši, kje vse so ti štandi? Ne, bom pa raziskala, ker mislim, da Božični vojnik je namenjen temu, da se včasih tudi malo zgubiš v ulicah in zaideš v kak fotokotiče, ker tudi te namreč imate postavljene. Za vse tiste nas malo mlajše, pa tudi za tiste malo starejše, ko smo veliko na telefonih, je pa letos tudi aplikacija, če se ne motim, Nataša. Ja, Vojničani, Epikoro, so nam letos izdelali mobilno aplikacijo, s katero želimo doživetje Božičnega vojnika še dodatno približati našim obiskovalcem. Ta aplikacija bo dejansko nudila obiskovalcem, da izvejo več o nastanku Božičnega vojnika, o posameznih dotičnih jaslicah. Ta aplikacija bo vodila obiskovalce od ene točke do druge. Tudi eno presenečenje je skozi to aplikacijo. Tisti, ki jo bodo aktivirali in jo uporabili, bojo na koncu tudi nagrajeni. Kam moram napisati? Božični vojnik na Trgovino. Na trgovini. Zaupal nam boste mail in potem vas bo Božični vojnik aplikacija peljala skozi čarobno zgodbo. No, pa smo tam pri čarobni zgodbi, ki se začne jutri ob 16. uri z Radiem Fantasy tudi v Božičnem vojniku. S tem pa da nadaljujemo ob 4:30. Tako je, uradni del je pred cerkvijo svetega Jerneja, ta se začne ob 16:30 uri. Takrat tudi, bom rekla, uradno prižgemo vso našo razsvetljavo, v bistvu se zasveti tudi tisti praznični del v naših srcih. Potem nadaljujemo ob delu otvoritve naprej v dvorani v naši telovadnici, kjer Godba Napihala Nova cerkev pripravlja koncert skupaj z gostjo Manco Špik. Potem pa se mogoče še vseeno majčken sprehodimo skozi tale naš programski rist, ker ti pripravili smo kar nekaj programa za naše otroke, od otroške polnočnice s pravljico na potep v čudežno deželo. Potem letošnje leto kar 2-krat gostimo Čupakabra. Aplikacija me kliče že tvoja. Aha, pa to je pa res hitro. Čupakabra, žonglerska skupina, ki bo kar 2-krat pripravila enkrat ognjeni spektakel, enkrat pa bom rekla predstavo bolj primerno za otroke. Potem so tukaj koncerti, ne smemo pozabiti omeniti koncerta vojniških solistov zborov. Potem je tukaj zaključni koncert, seveda orkestra Kord, ki se ga tudi zelo veselimo. Vmes bomo še malce hodili skupaj s turističnim društvom. Vse skupaj pa vabimo, da si vse te dogodke ogledate na naši spletni strani, ki so objavljeni, da ne bomo preveč govorili. Da ne bomo predolgi. Tako je, ja. Zdaj, Petra, vse si povedala, sam spletne strani nisi povedala. Ne, je Božični vojnik. Božični vojnik.si. Tako je. Ampak v bistvu ste se zelo dobro naučila. Ja. No, moraš pa še eno stvar vedeti, ne, da za otroke in tudi ljudi najne rasti, ne, da ti povem, da bomo lahko skakala oziroma bomo lahko tekmovala v poletih. Za otroke, seveda. Okay. Veliko tega dogajanja torej ponujate, da ne bomo zašli od bistva. Ne? Vse to si moramo priti pogledati. Ne? To se mi zdi, da je glavno vodilo, Nataša. Ja, to, ko si prej rekla. Kaj je to wow efekt, bomo videli, ne, če bomo prišli tja?
Mogoče še par namečkov za wow efekt. Glavno vodilo in pa bistvo Božičnega Vojnika so jaslice. Seveda tudi v spremljevalni program in pa ponudba, ki ga nudimo, predvsem pa jaslice. Eno stvar, ki bi jo še hotela poudariti, je to, da letos je 800. obletnica prve postavitve jaslic, ki jih tudi v enem delu naše razstave obeležujemo, in da letošnja notranja razstava jaslic poteka pod okriljem Slovenskega društva ljubiteljev jaslic. V sodelovanju z njimi je postavljena in to bojo res postavljeni določeni mojstrovine, ki so bile videne že tudi v Vatikanu, tako da ta del jaslic je res Obvezno pogledati. Okay. Se pravi, trajanje Božičnega Vojnika, tudi da še sam povemo, od 16. to je jutri od sobote, pa vse do 6. januarja. Tako je. Same šestke, le. Zdaj itak ni več sedmice, Ja, tako da to je sedmice ni dobitna več, pa smo mi tudi kombinacija. na ne. šestko Smo se prešaltali. prilagodili, ja. 16. ob 16. uri se začne, 6. januarja se konča. Petra, Nataša, tudi vajen obisk se je končal, samo to, da veste. Hvala lepa za povabilo. z Mislim, da je veseljem. zmanjka, vse drugega ni. Hvala. Pridemo pogledat, pa da res večkrat, kot si Petra rekla, rečemo wow. Tako je. Božični Vojnik vabi. Hvala lepa za obisk. Hvala. Čau. Radio Fantasy. Radio Fantasy.